Leto je naokoli. Prihaja čas, ko pogledamo na bogato športno biro. Na prireditvi Invalid športnik leta 2017, ki je potekala v hotelu Avstrija Trend v Ljubljani, so najboljšim slovenskim športnikom invalidom podelili priznanja za njihove športne dosežke v letu 2017. Od leta 1994 vsako leto vsem dobitnikom podelijo priznanja za športnika invalida leta, kakor tudi nagrade za ekipe in obetavne mlade športnike. Mejnik, poslanci državnega zbora. Srečno novo leto in veliko uspeha v letu 2018. Bi vas tudi prosil, da ne pričakujete nemogočega. Zdaj pa nadaljuje svoje poslanstvo pri promociji športa invalidov. Lev Mark. Laskavi naziv za športnika leta je prejela gluha smučarka Anja Drev za osvojeni 3. mesti v smuku in superkombinaciji na svetovnem prvenstvu gluhih v alpskem smučanju v Innerkremsu. Športnica leta je bila že leta 2015. Ja, to priznanje mi seveda veliko pomeni, kakršna vsaka nagrada do zdaj je potrditev za vse dosežke, ki sem jih dosegla in lepa motivacija za nadaljne tekmovanja. Ja, seveda mi je cilj, da na te naslednje olimpijskih igrah, ki bojo ciljam na zlato medaljo, še več zlatih, najboljše, tako da mislim, da še nisem konec. Prvič pa je športnik invalid leta postal Marino Kegl. Priznanje je dobil za 4. mesto na 23. poletnih olimpijskih igrah gluhih v turškem mestu Samsun. Tega priznanja nisem pričakoval, zelo sem hanjen in posačen. To 4. mesto seveda ne pomeni zdaj nekega, nama ne pomeni veliko, sicer je to zelo velik uspeh, ampak pomeni pa trdna odločnost, da bova stopila korak naprej in da bomo reševali tekme mimo sodnikov. To pa je tudi to, ko pridemo do najboljšega, takrat je običajno konec. Naziv najboljša športna ekipa leta so podelili mešane ekipi v showdownu, namiznem tenisu za slepe in slabovidne, ki je na svetovnem prvenstvu v švedskem Handenu osvojila 3. mesto. Nagrado za mladega športnika leta pa so letos podelili namiznoteniškemu igralcu Luki Trtniku. Ta naziv mi pomeni zelo veliko, saj se nikoli nisem mislil, da bom osvojil ta naslov. In ja, je pa ena velika odskočna deska, ki mi bo dovolila, da še bolj pridno treniram in še več, kot sem zdaj. Podelili so tudi nagrade za tekmovalne dosežke, in sicer srebrni znak tistim, ki so osvojili medalje na svetovnih prvenstvih, ter bronaste kolajne na evropskih prvenstvih in specialni olimpijadi, bronaste znake pa tistim, ki so se v letošnjem letu izkazali na mednarodnih tekmah, ter trenerjem in zaslužnim športnim delavcem, ki so dosegli lepe športne dosežke. Predvsem si želimo, da bi se vključili čim več mladih. Leto 2018 bilo leto mladih. Mi bomo s svojimi projekti probali spodbuditi čim več mladih, da se bodo aktivno vključili v šport. Želimo si seveda, da bodo ti dosedanji športniki tudi dobili nekako konkurenco, ker to pomeni, da bodo boljši, da bodo morali več narediti za svoj rezultat in predvsem to, da je šport nek način življenja in da zagotovimo nekako pogoje, da bo ti športniki lahko uspešni na svoji športni poti. Podelitev je potekala v prijetnem ambientu in čestitke obema.